jemlje jedrsko energijo kot tisto tehnologijo, ki ima največ pozitivnih kazalcev za pristop v nizkoogljično družbo na relativno enostaven način, predvsem pa na preizkušen način z dobrimi izkušnjami, ki jih mi imamo. Seveda pri tem je potrebna resnost odločenja tako na nivoju politike, parlamenta, kot na področju investitorjev, da zagotovimo seveda vse te najboljše podlage za izgradnjo tudi drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem. Prav gotovo gre za tak projekt, da je smiselno imeti partnerje, ne le partnerje pri izgradnji, govorim najprej partnerje v Sloveniji, uporabo vseh slovenskih kapacitet finančnih in pa seveda znanja, potem pa tudi s partnerji iz tujine in nenazadnje tudi partnerji od dobaviteljev, ker v tem primeru so tveganja primerno obvladovane. Naša ocena je, da seveda trajajo postopki od odločitve pa do izgradnje po svetovnih izkušnjah, na Kitajskem nekje 10 let, v Evropi več, zato seveda ocenjujem, da bi mogli imeti odločitev praktično že danes. Je že malo časa, da to lahko potem tudi izvedemo. Nenazadnje sami vemo, da poraba električne energije raste, da je seveda tudi probleme z termoproizvodnjo kar nekaj oziroma bodo slabši pogoji, da tudi cene energentov in energije na svetu niso več tako nizke, kot so bile pretekla leta. In seveda, če želimo zagotoviti dolgoročno zanesljivost oskrbe, konkurenčnost gospodarstva in standard življenja, bi potrebovali v naslednjih 10 letih imeti elektrarno v pogonu, kar pomeni, da že zelo zamujamo in si želimo, da se energetski koncept in pa podnebni načrt seveda vgradijo te elementi, da nam daje možnost nadaljne priprave na izvedbo tega projekta.